Pozdravljeni. Pri FII so objavili uraden, ampak nedokončen spisek voznikov za sezono 2025. In na njemu vidimo tudi izbrane štartne številke. In tu je treba poudariti, da mnogi viri so začeli kot običajno ustvarjati zgodbe, brez da bi poznali ozadje. Kot dobro veste, v sezoni 2025 bomo na štartnem razporedu videli kar nekaj novincev. In zaradi pravila v Formuli 1 to pomeni kar nekaj novih štartnih številk. Priznam, da meni osebno to pravilo ni preveč pri srcu. Formulo 1 sem začel spremljati takrat, ko so bile štartne številke fiksne. Le ekipa svetovnega prvaka je dobila številki 1 in 2, ter jih na koncu seveda zamenjala številkami, ki so jih imeli v ekipi pri bodočem svetovnem prvaku. A pustimo sedaj to drugo obdobje in seveda zadeve morajo iti naprej. Ampak kot poroča Planet F1, se bodo v naslednji sezoni vrnili dve številki svetovnih prvakov. In seveda tako Jack Doohan kot Gabriel Bortoleto bosta nosila številki, ki so marsikateremu navdušencu Formule 1 dobro znane. Govorimo seveda o številkah 5 in 7. In v moji roki vidite Ferrari SF70H in F15T. Številka 5 je tista po avtorju članka, ki nekako opisuje Sebastiana Vettla, medtem ko številka 7 je seveda znana po Kimiju Räikkönenu. In tu je treba dodati kot običajno, da številka 5 v Formuli 1 se je dotaknila mnogih, in ponavljam, mnogih šampionov. Omejevati jo samo na Sebastiana Vettla je znak neznanja. Red 5, torej rdeča petica, je bil nadimek Nigela Mansella pri Williamsu. Številko 5 so postali svetovni prvaki mnogi pomembni vozniki. Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, ki se tolikokrat v praktično zadnjih mesecih znajde v novicah, in še marsikdo drug. In tu je treba povedati, da Kimi Räikkönen je številko 7 zbral zato, ker jo je imel tisto prejšnje leto pred uveljavitvijo te, po mojem mnenju, rahlo bizarne navade, te zadeve, ki nas najbolj spominja na kakšno ameriško serijo, čeprav je tam zadeva čisto drugačna. In sedaj delati zgodbo okrog tega, kako so si mladeniči dobesedno izbrali številko njihovih idolov, je po mojem osebnem videnju prazna zadeva, kajti nihče se ne ustavi pri tem, da ima, na primer, Nico Hülkenberg številko 27. In številka 27 za vse nas, ljubitelje Formule 1, pomeni samo nekaj. Ne izključno Scuderie Ferrari, ampak Gilles Villeneuva. In seveda 27-tica je bistveno bolj pomembna kot na primer čelada Charlesa Leclerca, ko si je, bodimo iskreni, sposodil barve znanega kanadskega junaka. Ampak to oziranje na preteklost, to, dovolite mi izraz kopiranje,
ne pomeni nič drugega, kot da so mladeniči, prazni, brez fantazije, morajo se naslanjati na nekoga znanega, ki je praktično zgodovino spisal v preteklosti. Ampak mi, navdušenci, smo drugačni in nekaterim je všeč, drugim pa ne. In tu ne kritiziram izbora. Vsak, kdo ima, seveda pravico izbrati tisto, kar mu je najbolj všeč. A tu se moramo kot običajno za trenutek vrniti nazaj k tistemu spisku, ki je seveda uraden, in moramo se ozreti za eno zadevo, ki je po mojem osebnem mnenju zabavna in singularna. Avtor članka je seveda v mnogih delih pokazal svoje neznanje. Najmanj pri tem, ko se je seveda spomnil petice Fetla in sedmice Rajkonena, ampak ko je pozabil na 12-tico, je res ustrelil mimo. Andrea Kimi Antonelli je izbral to številko za svojo. In sedaj nekdo me bo začel malce čudno gledati, namreč nikjer ne piše, kdo je na bolidu imel številko 12. In seveda idol Andreja Kimija Antonellija, Ayrton Senna. In to pomanjkljivost seveda lahko zmerimo avtorju članka, ker je zopet, kot že mnogi pred njim in nažalost tudi pokazal, kako nima osnov. Še posebej zaradi tega, ker je nekako spletal zgodbo okrog Sebastiana Vettla ter številke 5, ter pozabil, da Gabriel Bortoleto, ki je številko izbral, je tudi velik občudovalec znanega brazilskega šampiona. Na njegovi čeladi smo videli znak fundacije Senna in seveda tiste izjemno prepoznavne barve. Sam osebno nimam prav nič proti temu, da se tako Andrea Kimi Antonelli in verjetno tudi Gabri Bortoleto dobesedno zgledujeta po Ayrtonu Senni. Osebno se mi zdi malce prazno, malce otročje, malce tako za lase privlečeno. Sam sem bolj pristaš tistega, da si, kar si, in ne posnemaj drugih. Čeprav v Formuli 1 smo videli mnogokrat, kako so si razni junaki dobesedno sposodili tiste razpoznavne znake voznikov, ki so bili v Formuli 1 pred njimi. A o tem ne bo. A glavno je naslednje. Prvič to, da je ta sistem številk v sodobni Formuli 1, vsaj po mojem mnenju, rahlo kaotičen. Razumem, da je nekomu všeč številka 81, 44, 4 ali pa 11. Ampak po drugi strani, verjetno mi, navdušenci, bi raje, da bi bila mesta zapolnjena od 1 pa tam do 20 oziroma v kratkem 22. Vsaj meni bi bilo tako bolj logično, ampak kdo sem jaz. A po drugi strani, kaj pomeni, če nek novinec si izbere številko šampiona iz preteklosti, da bo naslov zmagal tudi on, da mu bo to prineslo srečo, ne vem. Sam v takšne zadeve osebno ne verjamem. In kot sem povedal, vzporednice v tem smislu se mi zdijo najmanj patetične. Tako da delati novico iz tega, da je nekdo zbral številko 5 in nekdo drugi pa številko 7, se mi zdi rahlo ustvarjanje drame, kot je bilo že tolikokrat omenjeno, brez pravih osnov. Smešno se mi pa zdi, da zgodbe avtor ni znal nekako povedati do konca, ker če imamo petico in sedmico, izpustiti 12-tico, kot sem že omenil, je že na meji greha.
A tu je sodobna Formula 1, kjer članke pišejo vsi, kjer lahko vsakdo in jaz prvi objavlja, naprimer na YouTubu, ampak kjer malo kdo nam pove zgodbo od začetka pa tja do konca. A upam, da smo tudi to pomanjkljivost o štartnih številkah in kdo jih je imel, zdaj nekako odpravili. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.